Danes bom na kratko spregovorila o možnosti, ki jih imamo, razmišljanja in smeri razvoja, kako bi lahko prispevali k večjemu krožnemu področju na področju gradbenega sektorja. Kaj lahko naredimo, kot je bilo že danes povedano, možnosti, ki jih imamo, so predvsem v smeri razmišljati, kako lahko smo hitrejši, čim bolj učinkoviti v prehod v trajnostno, zeleno oziroma krožno gospodarstvo. Toliko pojmov je vse v teh posameznih besedah, da pravzaprav to pomeni sodelovanje, povezovanje, skupni razvoj in upoštevanje zelo različnih kazalcev, ki tvorijo celoto, predvsem pa na način, kako lahko v gradbeništvo ta res veliko verigo vrednosti pravzaprav zaokrožimo. Tukaj je potrebno poudariti, da se srečujemo različni akterji in znotraj našega stripa krožno gospodarstvo je pač naša prva naloga, da poskušamo pripraviti strokovne podlage in pa predvsem rešitve v smislu tehnologij, kako izboljšati ravnanje z odpadki, kaj lahko naredimo z novimi tehnologijami, na primer z uporabo blockchain tehnologijami, da nas ne bo zavedlo v kakšno drugo razmišljanje, ampak tudi v tehnoloških rešitvah, tako imenovano uvajanje na ta način digitalnih potnih listov materialov in pa predvsem, da pomojevanje zgradbe kot celote lahko poimenujemo tudi kot zgradbe kot banke materialov. To so ene novosti, ki so jih pravzaprav že v okviru zelo obsežnega projekta na ravni Evropske unije Horizon 2020 uvedli v projektu BAM in je lahko samo ena izmed možnosti razmišljanj, kako lahko prispevamo, seveda tudi s svojim lastnim inovativnim razvojem na tem področju. In pa predvsem, kar je bilo danes že tudi uvodoma in sedaj obe govornici tudi nekako potrdili, je pa ta reverzibilna zasnova stavb, pri čemer prispevamo k trajnosti v celoti in pa predvsem doseganje trajnostnih ciljev, katerim smo se tudi zavezali, pomeni, da upoštevamo na eni strani ekonomski vidik, okoljski in pa predvsem tudi družbeni. Kajti, ko govorimo o krožnem gospodarstvu, pomeni ne samo v tehnološkem smislu sprememb, ampak tudi nas, vsakega posameznika kot potrošnika, uporabnika in pa predvsem družbe kot celote. Namen, če na kratko predstavim namen banke materialov, kaj pravzaprav to pomeni? Glede na možnosti, ki jih imamo danes, glede na različne akterje, ki sestavljajo celotno verigo vrednosti, je seveda smiselno, da pridobimo čim bolj pametne informacije, predvsem pa združene informacije, ki bodo koristile in bodo uporabne za vse, ki tvorijo verigo vrednosti. In tukaj pri tem je pomembno, da pravzaprav najprej strokovno in razvojno pristopimo k takemu razmišljanju in uporabimo digitalne možnosti, ki jih ponuja nova tehnologija. S tem bi lahko dosegli nove rezultate, ki pa prinašajo seveda veliko prednosti prav v smislu povezovanja in pa predvsem iskanja novih trajnostnih rešitev, tako nagrajenem okolju. Če pa se vrnem nazaj, pa posegamo v odpadke oziroma v nove sekundarne materiale za ponovno uporabo, različne tehnologije, tudi nenazadnje z recikliranjem, ki je zelo pogosto uporabljen tehnološki postopek, in pa predvsem, da poskušamo vzpostaviti tudi industrijsko simbiozo tudi na tem področju. Kajti prav reševanje teh posameznih problemov, ki sem jih omenila, imamo možnost, da prispevamo k temu, kaj pravzaprav nas zavezujejo vse strategije, nenazadnje tudi omenjeni akcijski načrt za krožno gospodarstvo in zeleni evropski dogovor, in pa predvsem, da bomo skupaj ne samo znotraj Slovenije, ampak na ravni EU, kajti zakonodaje so še zelo različne, glede uporabe sekundarnih surovin. Tukaj danes je znano, da lahko nekje do 20% uporabljamo sekundarne surovine, vendar je še veliko odprtih vprašanj, sploh če gre v primeru internacionalizacije, da izvažamo naše produkte, na kak način je možno uporabljati in vgrajevati sekundarne surovine, pri tem nas čaka še veliko dela
in ravno tukaj je prav, da združimo moči in iščemo nove rešitve. Ena izmed teh rešitev je pravzaprav nastala tudi v Sloveniji, če govorim o novih digitalnih tehnologijah, kot je 3D print, in sicer imamo kar že znan inovativni izdelek oziroma rešitev, to je 3D printerji, ki ga uporablja že Internet Lab, in sicer 3D printer Betabram. Jaz mislim, da na to temo bo še kar nekaj govora in bilo bi prav, da o tem razmišljamo v prihodnje, kako lahko skrajšamo proces gradnje in pri tem smo trajnostni in pa predvsem zeleni v smislu uporabe tudi novih materialov. Izzivi, ki nam omogočajo z uvajanjem digitalnega potnega lista materialov. Nenazadnje lahko rečemo, da to ni nič kaj novega. Gre zgolj za oblikovanje res celostnega pristopa, kako spremljamo posamezne faze gradnje, kako spremljamo vse akterje, ki sodelujejo v tem procesu, predvsem pri tem pa upoštevamo, kaj lahko naredimo, da so ti podatki relevantni, da se nam ne izbrisujejo, in tukaj nam pomagajo tako imenovane blockchain tehnologije oziroma tehnologije blokovnega veriženja. In gre pri tem za proces, da na tak način vzpostavimo neizbrisljive podatke in predvsem, da ustvarjamo novo banko podatkov, ki je na voljo vsem akterjem in pri tem posledično lahko sledi tudi sklepanje novih pametnih pogodb in s tem seveda ustvarjamo večje zaupanje med akterji znotraj verige vrednosti, predvsem pa, da so podatki relevantni in da na teh lahko gradimo tudi nove tehnološke in nenazadnje tudi družbene rešitve. In hkrati s tem spremljamo tudi dejansko izbiro materialov, jih lahko tudi sproti analiziramo in pa usmerjenost, kako pa lahko te nove materiale oziroma te nove informacije in podatke ponovno uporabljamo v nadaljevanju, če govorimo o procesu nove reverzibilne gradnje ali rušitve oziroma ponovne uporabe oziroma predelave, kakorkoli rečemo. Nenazadnje je pri tem področju pomembna tudi energetska učinkovitost, kjer je nujno potrebna, da sočasno razmišljamo tudi o tem. V nadaljevanju se še bom dotaknila seveda novih metod, kot so različne analize v krožnem gospodarstvu, predvsem pa pred tem, kakšne so možnosti za uporabo potnih listov, navezujoč se na ponovno gradnjo določenih materialov v novi zgradbi oziroma tako imenovani reverzibilni zgradbi. Tukaj bi veljalo omeniti, da je nujno potrebno zasnova oblikovanje na način, da rečemo, kot ga imenujemo strokovno ekodizajn, da pri tem poskušamo biti strukturirani in pa predvsem vpeljevati to metodo razmišljanja in pa sodelovanja od vsega začetka, to pomeni od zasnove neke zgradbe, če govorim o tem primeru. Pomembno je tudi, da tudi ko imamo vmesne produkte, elemente, posamezne, ki so pomembni pri gradnji, da vključujemo ekodizajn in da spremljamo dejanski proces, kar nam pa potem omogoča seveda tudi digitalni potni list materiala, nenazadnje, kot je omenila tudi gospa Čebularjeva, tudi celotni dnevnik takega načina sodelovanja in pa razmišljanja. Tukaj pa je pomembna še ena stvar, in sicer, da pri tem posegamo tudi v prostorsko preoblikovanje. Kajti, če govorimo o reverzibilnosti na področju gradbeništva, se vsekakor srečujemo na eni strani z gradbeno zakonodajo, na drugi strani pa tudi vse smernice, ki so aktualne tako za podnebne spremembe, pomeni na ravni podnebnih učinkovitosti, na drugi strani ekonomskih, na tretji strani so pomembne še energetske učinkovitosti in nenazadnje moramo videti zgradbo kot celoto, v kateri bivamo, da nam je služena v namenu zdravja, predvsem pa ustvarjalnosti in nenazadnje, da smo v njej lahko tudi zeleni. Pri tem pa je potrebno skozi vidik prostorskega preoblikovanja upoštevati vse kazalce, da ne vplivamo na okolje,
da smo prilagodljivi in hkrati upoštevamo tudi celoten življenjski cikel izdelka, v tem primeru seveda zgradbe, nenazadnje pa lahko o tem govorimo tudi o posameznih elementih, ki so vključeni, nenazadnje tudi posamezni materiali, ki so vključeni v proces gradbeništva. Ko govorimo o krožni gradnji, je proces zelo širok. Od identifikacije posameznih elementov, posameznih osnovnih surovin, nenazadnje sekundarnih surovin, identifikacija odpadkov, upoštevanje vseh elementov, ki se nanašajo v uporabo nove sodobne tehnologije in samega dela z digitalno možnostjo, ki jo imamo, je pravzaprav določen del procesa opraviti tudi na samem delu. Po drugi strani je pa tukaj zelo pomembno, da se delujejo tako razvoj kot gospodarstvo. Kajti ravno ta povezava med gospodarstvom in razvojem je ključna pri iskanju novih skupnih rešitev, najprej na razvojnem vidiku, nato na tehnoloških. Gre predvsem za prenos iz tehnologij in znanja iz laboratorijskega dela, če hočemo reči tako, v samo proizvodnjo, vendar tukaj bi veljalo poudariti, da je pogosto nujno potrebno, da se ustvari tudi pogoj, da imamo možnost tudi tako imenovanih pilotno-demonstracijskih postavitev, kajti preizkušanje novih materialov ni tako enostavno in vemo, da v trajnostnem smislu je potrebno vzpostaviti tudi ta del znotraj verig vrednosti. Tukaj govorim predvsem o tehnološkem razvoju na stopnji 4 do 5, kjer imamo manko ne samo na gradbenem področju, ampak na tudi drugih predelovalnih industrijah, kot je opazno, ampak ne samo znotraj Slovenije, ampak dejansko tudi na ravni Evropske unije. In tukaj bi veljalo, da razmišljamo o novih instrumentih, ki so na tem področju nujno potrebni, da lahko zagotovimo kasneje v resnici te cilje, uresničujemo cilje v smeri trajnostne gradnje in pa nenazadnje zagotavljanja vseh kazalcev, ki jih prinaša zeleno in pa krožno gospodarstvo. Ob tem ne smemo pozabiti, da je nujno potrebno tudi na področju družbenih inovacij biti aktiven. Na eni strani so to zaposleni, kajti vsi mi, ki smo v nekih delovnih okoljih, prinašamo spremembe tako na delovnih mestih, nenazadnje pa tudi v domačem in širšem družbenem okolju, kjer živimo in pa soustvarjamo družbeni prostor. Tako da samo spajanje, tako na eni strani tehnoloških in pa družbenih rešitev, lahko prinese trajnostnost, nenazadnje tudi ekonomsko in pa osnovno učinkovitost in s tem zaključujemo celotni cikel razvoja, v katerega seveda moramo verjeti, da nam prinaša novosti in pa predvsem pozitivne rezultate do okolja, do podnebnih sprememb, katerega moramo čim manj vplivati in nenazadnje, da ustvarjamo okolje za nove generacije. Pri tem bi še mogoče samo še to poudarila, da pri krožni gradnji se srečujemo tudi različni sripi, nenazadnje imamo srip tudi pametne zgradbe in pa dom za lesno verigo in delitev posameznih vsebin je zelo pomembna in predvsem iskanje skupnih sinergij. Kajti samo sodelovanje v tem smislu bo nam prinašalo seveda tiste rešitve, ki jih bomo lahko imeli sicer na domačem trgu, misliti moramo korak dlje, da bomo lahko soustvarjali tudi znanja, ki jih bomo lahko internacionalizirali in prav to je namen tudi strateških razvojno-inovacijskih partnerstev, da prispevamo k razvoju slovenskega gospodarstva na internacionalni ravni in da naša znanja ponašamo čez naše meje in seveda na tak način ustvarjamo Slovenijo zeleno, globalno, pametno, digitalno, kakorkoli želimo se izraziti. Toliko z moje strani, hvala za pozornost, seveda vljudno vabljeni k našemu sodelovanju, več informacij na tem področju imate tudi možnost, da pogledate na naši spletni strani. Za dodatna vprašanja sem vam pa tudi na voljo. Najlepša hvala.